Uporaba ločenih sob v Big Blue Buttonu. Torej, včasih želimo, da imamo v naši videokonferenčni sobi ločeno dijake, naše udeležence, bodisi zaradi ocenjevanja znanja, bodisi zaradi različnih kombinacij. Znotraj ene videokonference v Big Blue Buttonu lahko naredimo ločene sobe, tako da izberemo zobnik in možnost Create Breakout Rooms. Izberemo število sob, ki jih želimo, zase ne rabimo svoje sobe, časovno, kako dolgo bodo sobe aktivne, ali dovolimo uporabniku, da si sam izbere sobe, ali pa uporabnike sami porazdelimo po sobah. Ko imamo pripravljeno sobo, jo ustvarimo. Takoj, ko izberemo možnost Create, imamo mi novo poglavje ločenih sob, dijaki pa vidijo takoj takšnole sliko, kjer morajo se vključiti, potrditi vstop v samo sobo z ukazom Join in vsemi ostalimi stvarmi, kot da se priključujejo v svojo Big Blue Button videokonferenco. Ko so se dijaki prijavili, vsak v svojo sobo, mi v naši sobi vidimo številko, ki pove, v kateri sobi je kdo od udeležencev. Če pa se želimo priključiti sami v to sobo, lahko izberemo Breakout Room, kjer se enako kot dijaki priključimo tudi mi v vsako sobo posebej z ukazom Join Room. Postopek je enak, kot smo ga vajeni do sedaj. Ko smo se tudi sami prijavili v obe sobi, vidimo, katere dijake imamo v kateri sobi, in v obeh sobah sem prijavljena tudi jaz. V brskalniku imam 3 zavihke Big Blue Buttona, torej generalni, ki ga zdaj več ne bom potrebovala, ker v tej sobi ni nihče, in pa sobo številka 1 in sobo številka 2. Za lažje delo si lahko te sobe pomanjšam, tako da imam eno ob drugi. Torej si jih pomanjšam, si jih dam eno zraven druge. Tako. In zdaj lahko spremljam oba dijaka hkrati. Ona dva se med sabo ne vidita, jaz vidim oboje. Enako velja, da če želim z njima govoriti, vključim mikrofon pri tistem, s katerim želim govoriti. Torej, če bom zdaj vključila mikrofon na tem oknu, bom govorila samo z dijakom Pepetom, če bom vključila mikrofon na tej strani, bom govorila samo s testnim učiteljem. Torej, na tak način lahko določimo in dodamo različne osebe v različne sobe.